The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Evo, dobrodošli nazaj, še en kolesarski čvek, danes je z mano spet Petra Baus. Ta vikend sva bila na Franji, sva dirkala to, pa sva pogovarjala še mogoče čisto malo še v Giru, pa kriterium Dauphiné, ki je zdajle bil mem. Pa pol še v dirki po Sloveniji, ki zdaj prihaja, ki jo je fajn gledati mogoče. Tako da ja, v teh stvarih prišlo je še par novih bajkov ven, mogoče še to lahko pokomentirava. To je pa to. Tako da, Petra, Hvala, odlično. Se smejim že 3 dni. Čakaj, danes je že 3 dni spanje. Ma dva. 3 dni se smejim, no, z nedelje v red. Ja, danes se že 3. dan smejim, pač ja. In Dave, ajde, greva. Ti si se kdaj odločila za Franjo? Ja, v bistvu odločila sem se takoj, ko smo se že nekako zmenili, da bomo začeli s treningi, a ne, bil en tak cilj, da bi na Franji malo sprobala, kako zadeva zgleda. Že takrat sem fantom rekla. Polka so bili pa rezultati tako dobri, sem pa itak rekla definitivno, da grem, da vidim. Sprav, konec januarja, februarja. Ja, februarja recimo je bil nekak plan jet, ampak zadnja odločitev je bila pa polno. Tako. Ej, kaj pa misliš, da je bil ta največji zaradi česa si bila najbolj živčna? Ja, v bistvu mene je bilo res tako ful strah, sploh en dan prej, mene je bilo ful slabo. Jaz sem bila prav spala, tudi nisem neki prav, predvsem me je bilo strah paca, valjda, ker enkrat smo že dali česta padec, pa tako da je pač prijatelj bil tudi kar dosti poškodovan v tej nesreči takrat pred leti. In takrat sem rekla, da nekako ne vem, če bom še kdaj sploh se vrnila na Franjo. In me je bilo tega najbolj strah, da se bi pač jasno poškodovala jaz kolo, tudi zate v končni fazi, da oba dva pridava res čest, koliko je treba, da ne padava v kaj tazga noter. Tako da to je bilo tisto, česar sem se najbolj bala, ostalega se, da bi, ne vem, odpovedala ali pa ne vem kaj, se niti nisem bala, ker sem vedela, da sem toliko nafilana pa nafutrana, da so me fantje pripravili res na maksimum. Sicer lahko tudi takoj povem, da nekako cilje sem si postavila, sicer nisem v njih govorila nič na glas, vsak me je vprašal, kaj je ciljam. Cilj je bil priti okoli, bil pa je moj cilj v glavi, no, da pač ne vem, da odpeljam 2 ure 45 Franjo nekako in Ta malo Franjo, ja, seveda takratko. Dolgo jaz, toliko časa jaz ne moram trpeti. In ja, cilj je bil v bistvu 9 minut zelo hitrejši, kakor je bilo zastavljen. Tako da. Od katerega trenutka si pa že tako imela kar visoke vate, pa da si rečemo že trpela? Jaz sem šla na to, da sem si v bistvu ekran z vsemi podatki zaprla. Tako da celo traso nisem niti za sekundo pogledala nič, sploh ne vem, pol sem gledala kasneje, kaj se je dogajalo. Tako da edina stvar, ki sem imela, je bil čas, da sem ga videla pred sabo. Malo bolj tudi zaradi hrane pa pijače, no, da sem si res malo kar dozirala, ker itak nisem tistega cukra, ne, mi je bilo itak že slabo, tako da sem ga res jedla samo zaradi tega, ker sem ga rabila jesti, ne. Tako da nisem nič, ampak v bistvu zdaj sami vati niti niso bili tako grozni, kakor je bil od začetka pulsa, ne. Veliko višji, kakor bi bil primeren za te vate, ki so se vrteli od začetka. Veliko je bilo tega pospeševanja, malo tako, kakor sva že tako obdelala, da rabim malo tudi jaz teh tehničnih izkušenj sam. To se je zdaj težko pridobiti, ne, ker biti kar naenkrat dober v ovink pa hiter pa te stvari, ne vem, mogoče bom šla v pogi tim, bi šla malo trenirati tiste stosce okoli nekako. Saj pa misliš, da je res tehnika, misliš, da je sam strah? Ja, verjetno, da glede na to, da sem se včasih res spuščala tako lahko z najhitrejšimi moškimi, je verjetno tu dosti pač prisoten ta strah, ja. Zdaj, ne vem, kako predelati strah, nimam pojma. Zdaj, veliko je bilo že to, da sem šla in tudi moram reči, da dalj časa, ko sva se vozila, tudi na koncu, tudi spust, mislim, da nisem šla spet toliko slabo dol, vsaj tudi po času, ne. Tako da sem se bolj, ko sva se vozila, bolj sem se sproščala, ne.
Je pa res, da sem bila tudi vedno bolj utrujena, tako da nisem več pol že nekako eno z drugim, ne prahaja pol. Ampak ne vem. Eno je izkušnje, definitivno, če se ti voziš, a si ti 30 let voziš ali se 10 let voziš, ali čeprav dobro sem bila veliko na kolesu kot otrok, po BMX progi smo se vozili z gorci, vse živo, tako da nisem zdaj klih en štor, ne. Ampak ja, verjetno je bolj strah kakor drugo, no. Mogoče bo tudi to. Da je strah, no, ker tudi, ne vem, ker meni se tako, že ko smo se vozili več čez Ljubljano, meni se ni zdel hiter. Pa če sem mislil, da bo ful bolj letel. Jaz ne vem, koliko smo šli, ker nimam števca gor, ampak tako, če gledam na velorundi, ne, ta prvi, koliko letimo, pa če šlo dosti hitrejš na velorundi, ali pa bom tako rekel, bolj sem jaz bil zmatran, kakor pa kle se mi zdel tako okej, dober, pač. In mi je bilo... Zdaj se tudi nisem gledala hitrosti, koliko smo se vozili. Meni se tudi ni zdelo, da bi se tako zelo hitro vozil, kakor je pač ta hektičnost. No. In zdaj ti nimaš tega strahu, ti si tukaj bolj sproščen bil, mogoče zato se ti je... Meni se tudi ni zdelo, da bi se prav hitro vozil. Čeprav... Tudi počasih, ko sem gledala odseke, ne, moram reči, da te odseke čez Ljubljano, sem imela dejansko majčken celo, ampak to so bile sekunde, ne, to niso zdaj neke velike razlike, malo počasnejše kakor od prejšnjih fran, ne. Tako da dejansko smo šli počasneje, ne. Ja, zdaj po Tržaški je bil kontraveter, ne, tako da dejansko se ni dal neki... Pač, če so ga pretegovali, so zadnji smo... Škaj, mogoče so pa tudi ljudje že malo ratali, no, da vseeno, da je taka juhova ratu tudi malo en bav, da se ljudje majčken vseeno nazaj držijo, no, tudi da ne grejo zdaj čist, da so malo bolj vse skupaj pameten ratal. Mogoče je bilo tudi to veliko, ker sva le štartala čisto v spredju in sva dejansko šla s temi, ki so vedeli, zakaj se pa kako se vozijo, ne. In smo se res lepo odpeljali čez Ljubljano, če tako gledamo, ne. Ker so bila že na Kajuhovi, so bila že, mislim, so bila v prvi skupini. Ma ja, ker je bila ta skupina, glih zato je bila toliko velika skupina, ne, verjetno, ne vem, zdaj neki ful analizirati pa neki noro. Jaz vem, da ne bi prišla s takim časom čez celo Franjo, če ne bi bilo tebe zraven, ker si me vseeno malo preganjal, pa malo teru, pa mi dol, a ne, tudi tam, ko sem malo že izgubljala, pa si se postavil zraven, pa si me počakal, pa tako bi verjetno mogoče že psihološko prej spustila. Še vedno bi najbrž v kategoriji vsem zmagala, ampak ne s tako razliko, ne. Koliko si bila ti spredi? Ja, jaz sem bila 9 minut pred ta drugo. Tako da... Pa še si imela ful fore. Pa mislim, da ja, tako za naslednji let bi se upala tudi če reči, da se da še kar... Mislim, pod 2.30 zih lahko odpeleš. Jaz tudi mislim, da bi se... 2.35, ne? 2.36, ja. Mislim, jaz mislim, da 5 minut bi se še kar dal pridobiti. Tudi na klanc moram reči, da sem se tako zelo lepo odpeljala, nič nisem šla čistko, da bi zdaj rekla, sem pa umrla, ne. Pustila sem si tisti, tako kot vedno tvoj oči reče, da moraš imeti, ko greš na vrh klanca, še toliko ti ustati, da priješ čez klanca, ne. In sem se res to dejansko posebej, da sem lahko pošprintala čez in naprej na Lučne dol. Ne, da tako, ko sem videla, ne, ko so res že umirali, pol so se skoraj ustavili na vrhu, pa nismo bili v slabi skupini, ne. Mislim, tako da smo kar. Tukaj se po moje najbolj pozna, sploh pri ta-mali, ker pri ta veliki Franji se mi še vedno zdi, da oni, ki pridejo, rečemo, dokaj okej čez, ne, so še vedno taki, ki tudi iz Skladja do Ljubljane lahko dajo kakšno smeno, pa tako, ne. Tukaj, ko smo bili pa mi, se pa že, ne vem, meni se je zdel, če primerjam z rundo, ne, da so bili že v grupi taki, ki niso mogli... Res sva padla v eno grupo, ki so bili fantje kar malo švohni, ne, zdaj meni se, jaz ne morem imeti na Ferango se voziti 45 na uro, tudi če je veter urit, ne. Ali pa se ne vem, koliko sva se vozili tam po Polanski dolini, ogromen, no, zato... Zdaj je čist drugače, ampak tako, če jaz... Ja, ni bilo, ne, ali sva pa padla v tako skupino, zdaj verjetno... Ne, pa se niso mogli biti, mislim, definitivno niso slabi, če so šli 2.35, tako. Ampak tako, mogoče so bili sami že pač toliko zmatrani, da pol po ravnini ni noben mogel, da bi ti rekel, držati neki cajta na 40-45 na uro, pa da bi se lahko tako vozili do Ljubljane. Ne? Ja, ni, saj sem jaz tudi, ko sem se malo bolj odzad vozila, sem jih opazvala, so bili kar
vsi približano v takih številkah, kaj jaz. Če nisem mogel biti v unmu tiltu, tako, kot bi se jaz lahko vozil do Ljubljane, ne, da bi res letel, pa če jaz nisem mogel biti, ker noben zadnji. Ja, sej tudi jaz sem bila vmes na momente, smo že čist spustili, jaz sem že, vsi se več, da sem znorila, sem rekla, kaj zdaj, kdo vleko ali ne. Mislim, meni je bilo dejansko, to smo se že kar čisto smo spustili, meni je bilo vse nekaj tako, če se bomo vozili, to je, ja, makje, točno to na rundi gremo bolj, ne. Tako da, ja, ne vem, pač tako grupo sva padla, zdaj, verjetno. Je prišel gor in pol dol, so pa vsi mogoče pričakovali, da meni več rabu do Ljubljane delati in da bojo se prišli. Ja, očitno so vsi tako razmišljali. Kva je ta Dunajska? Tam se je začel, pa sam naprej so začeli rinta, ne? Ja, sam se je spet tam počas vozil, zato ker je bil kontraveter bil, ne? In jaz, ko sem bila odzadi, se mi je tudi tam po Dunajski zdel čist. Mene je imel parkrat, da bi kar šla ven, zapeljala. Mislim, klej se mi zdi, da ti si bil malo bolj odspred. So se gužvali naprej, ne? Noben ni hotel biti čist spredi, ampak so se pa skozi, pač si mogel malo delati. Meni, kukar je bila Dunajska prejšnje Franje težka, mi je bila zdaj Dunajska res tako pravno, kva, še to smo že kle, čistko. Ja. Očitno, ker tudi unga ruski car sem čist lahkoto šla gor, v bistvu, tako da, ja, bomo pač. Ne, pa sej ni treba, da smo čist mrtvi. Da ni bilo toliko pacov, ne, vsaj teh množičnih, kaj jaz ne, to je bilo dobro, ja. Enega, ki mu je, mislim, da pač najprej je ful počel, tako da predvidevam, da mu je zračnica počela, pa je šel pa direkt čez znak en gospod. Tam iz Kajuho, iz Roške dol, ja. Roške, ja, to. Postavila pa dva, ki sta se zabila skup, mislim, da na ukrepni v Škofji Loki. Meni se zdi, da je pozdravljal enega otroka, pa so se pa tri od njega odzad urad zaleteli. Meni se zdi, da je šel neki se ostavil, da bo pil. Ja, pa sta se dva od njega odzad zaletela. Ja, mislim, fora je, da se že tam avka je neki gor na Lučnah. Ja, pač te na ukrepnih postajah je treba tukaj res malo paziti, da če se ustaviš, a ne, da vsaj pokažeš tistim, ki so odzadi, da se misliš ustaviti, da nakažeš, ker ljudje so zmatrani, utrujeni in potem kar zavijajo, bremzajo in odzadi oni pozabijo, da so še odzadi ljudje, a ne. Ja, to so take napake, to je težko, ne vem, 3000 ljudem vsi, da bojo vedeli, za kva se gre. Dej mi še ti povej, kaj me zanima mnenje, pa to lahko komentirava. Če jaz lahko prav vem, a ti veš, kaj se dogaja na ta Veliki Franji? Ja, na ta Veliki Franji je bilo, točno vem, kaj se je dogajalo, zato ker so to že razprave po socialnih omrežjih, pa mi smo jo imeli tudi tle, a ne, ker so bili teli navijači moji, so to bolj spremljali. Pa zgodilo se je to, da so 4 fantje prišli zdaj po imenu jih ne poznam, v ta zadnji krožen križišče pri Žalah, a ne, in so šli pač 3 lepo po desni strani, ta 4., ki je bil potem prišel prvi v cilj, je šel pa po levi strani noter v križišče. Se pravi, dejansko je šel, a ne, zdaj tukaj gre pa Franja, 1, 2, 3, a ne 4. izvoz ven, on je šel pa prvega po tej logiki in je skrajšal dejansko traso, če tako gledaš za 200-300 metrov sigurno, a ne, cel krožen. Ja, pa 200 sigurno, no. 100 metrov. Pa to je cel krožen križišče. Ja, pa še v Vinki, a veš, to je kar. Mislim, bolj je fora, da on je šel s celo hitrostjo, ko pa ti v Vink speleš, moč pa zmanjšati hitrost. Tako. No, in zdaj jaz vem, da tam, ko smo mi prišli, zdaj res, da je to že za njimi bilo, so tam stali 3 ljudje v tem križišču in zdaj, če bi ti si imel možnost zaviti, sam bi mogel jim njih zaviti. So kazali, da je treba iti tja. Zdaj, kako je bilo pri njih, jaz tega iz posnetka, ki smo ga tukaj gledali, se ne vidi, a so tam ljudje ali niso. Vidi se pa, da gresta 2 levo, desno, on zavije levo, tretji je tudi hotel iti za njemu, ampak se je premislil. Predvidevam, da se je premislil zato, ker je tam videl glih tako ljudi, ki so mu kazali, da se ne gre sem. Sem pa mene pa to itak ne da mer, ker jaz sem Ferbec in sem šla prebrati UCI pravila in imajo od leta 2013 naprej je UCI-jevo pravilo, da se moraš voziti na vseh dirkah po cestno-prometnih predpisih, razen če ni določeno drugače. Se pravi, da oni speljajo cesto v enosmerno, da se trasa spelje po nasprotni strani ceste, kakor je po avtocestah, karkoli, da je tako trasa speljana. Če pa trasa je speljana po nekih cestah in ni nikjer nobenih opozoril naprej
povedano, se peleš po cestnih predpisih. In to, kar mi vidimo na turu, ko se oni pred krožnimi razbijajo pa grejo, ne, to je vedno enaka smer. Oni grejo naravnost. Ko grejo oni, nikoli ne bodo šli v krožnem tako, kot se je ta naredil. Ker se to kaznuje. In je napisana so pravila, sem jih šla brati in dejansko po vseh pravilih, po vsem, kar je bilo, je bil on upravičeno izključen iz tukaj. Zdaj tukaj je dilema, ker pol sem poslušala, ja, Slovenca so izključili, pol je pa zmagal Italijan. Ja, Okay, to je tak kaj ne zdaj? Bi pa dva šprintala, pa bi bil tudi drugi lahko Slovenc, ne? Ne, meni je sam pač... Ja, jaz sem si šla prebrati in sem to tudi najdla, no. UCI pravila, to ne vem, ampak fora je, da če je cesta zaprta, pol mi je bolj logično, da greš po ta najkrajši možni, ker nič ne piše, tako da se tudi... Ne smeš tudi Ne, pa se imaš tudi tam, to, kar si zdaj rekla, to nikoli se ne pelajo po... Hvala, da grejo, še vsak šprint je tako narejen, da ko grejo... Ampak oni imajo traso vnaprej speljano, oni imajo traso narisano jo imajo. Ja, pri nas je narisana trasa Franjina po desni strani. Narisana. Na turu rečemo, bi bil uvink zaprt, pa bi šli vsi takoj levo. Ja, na turu bi bil čisto zaprt, ne. Par bi jih pa bilo, ki bi šli pa v krog. Bi šli pa podaljši, sam podaljši, ti noben ne bo buzeriral, zato ker si šel podaljši. No, zdaj, klej, jaz mislim, da je edin problem v tem, če ni bilo res, da bi, najbolj smiselno bi bilo, da bi dejansko ta krožna zapirali. Sam meni je kleč, sem ti povem po pravici, da je mene tudi tam Meldab zavila tam levo, ker sem razmišljala, si klej ful bliži, ne. Sam kot prvo so te ljudje tam stali, kot drugo mi je bilo točen logičen, pa valjda ne moram imeti jaz klej, če so šli vsi okol. Ne. Tako da jaz mislim, da niso mogli organizatorji se izmišljati kar neki. Zdaj te glih kličem, ko si v podcastu noter, tako da kdaj lahko pridem po sedeže? Te pokličem čez 15 minut, prav? Dobro, aj čau. Ja. Po do Vehovarju se vam moramo javiti. No, to pa nujno. Ne, pač meni sam iz dirkaškega vidika mi je logičen, da če cesta ni bila označeno zaprta, greš po najkrajši možni liniji, ker UCI predpisov ne gre pač noben brati, tudi ti jih ne bi šla brati. Ja, ampak ne vem, jaz pravim, zakaj so od 4-3 šli lahko prav eden, pa ne. Pa tudi v končni fazi pri nas, se nas je šlo 100, pa smo šli vsi po istem. Pri nas mislim, da je bil že folk na levi strani. Ne. Jaz sem šla kar malo bolj od zadaj, jaz nobenega nisem videla, da bi šel levo, nobenega. Ker niso mogli iti, pri nas so ostali... Se pravim, pri nas so bili že ljudje na cesti. Na cesti, tako, ni nobeden, ne. Zdaj, kaj se je pa tam dogajalo, pa ne vem. A je bil, ker če so bili sam ljudje na cesti, a ne tisti 3-4 varnostniki, oni niso mogli, imaš ti kaj naročen od Volta? Ne, imam ja, še to. Čau. Evo, še drugi scenarij zmotil. Tako da, ja, mislim, hočem sam reči, da če ni bila zaprta, pol mi je pač malo čuden, da so ga diskvalificirali, ker vsak tekmovalec bi šel po najkrajši možni liniji, ker jaz mislim, zdaj, če vsi kar mislijo, da so šli pravila brati, pa sej, te so se mi zdi, že vsi tekmovali, pa vejo, da je šla še vsak let trasa okrog, ne? Sam trase se isto spreminja. Jaz ne vem, čuden se mi zdi na unem posnetku, ki je od ozadi, zakaj se je ta četrti tudi hotel tja zaviti, pa se je premislil, nekdo mu je mogel pokazati in lahko, da je tudi temu nekdo pokazal, da ne sme, pa je šel. Ne vem. Jaz sem prepričana, da imajo tukaj utemeljen, zakaj so ga diskvalificirali, pa da oziroma predstavili na 4. mest, pa da je to kar utemeljen, najbrž, predvidevam. Ja, škoda. Ja, škoda, ne. Naredil, da se matra koliko 4 ure ali kaj sem koliko. Pa ni nikoli na uvedu, a bi bil 4. ali bi bil 1. To je malo... Ja, tako pa če. Je pa verjetno, se pravi, si kar predubo, a ne, če si tam zavil. Nič za vnaprej, ne, pač organizator tam potegne trak čez, pa bo veliko lažje. Se mi zdi, da prejšnja leta je bil trak. Vsaj jaz imam tako v glavi, da pa sej, itakle. Zdaj nima veze. Jaz bi sam zdaj, ko sem šel voziti, pa ko sem prej vozil bolj, rečemo,
sta prvimi na Tamali, ne? In se mi zdi, da se je letos, da se je kar orenk videl, koliko je več slovenskih kolesarjev, pa da so se lepš vozili že cel cajt. Vsaj meni se je zdelo tako, da je šlo kar tudi kakšne menjave, pa to, da je tudi vzadi, da se je še vseeno v redu vozila. Veš, tudi če niso dost močni, ne, se mi zdi, da je še vedno, da je bilo tako, da se ljudje že znajo malo bolj voziti, kakor pa kaj sem bil nazadnje na Franji, ne vem, 6 let nazaj, 7 po moje. In se kar pozna ta shift, pa mislim, da tudi zaradi tega tudi vožnja čez Ljubljano, da ni bilo toliko pač pacev, ker se ljudje znajo malo kakača voziti, ne pa sam sekati, pa to je moja linija. Ja, ne, se je spremenilo. Se je pa, z tega vidika ja. mi je bilo kar Mislim, fajno. meni je bilo veliko bolj tako, tudi se pravim, sem meni je dobila bilo ful nič enega scary zaleta. ali pa karkoli, Ne, da bi sej rekel, pol, da ko se smo je enkrat se karkoli začeli voziti, se pravi, mi je bilo ful dobro, meni je bilo prej, pol, ko smo bili enkrat, bolj, ko smo se vozili, bolj mi je bilo dobro in se pravim, tudi na konca, ne, pol nisem bila nekaj tako, da zdaj reka, zdaj sem pa toliko mrtva, da bom kar dol padla, pa se smo pol še kar ga malo zažurali, pa kar do poznih ur. Ti veš, kako so imeli ta prvi cajt na Tamali? Mislim, so imeli 2010 nekaj tazga. 20. Ja, Upi. meni se zdi. A je bilo, no vem, punca, za žensko vem, da je imela 2026, Okay. ampak mislim, da so imeli fantje pa 2010, da je imel prvi, če sem jaz prav Čak, videla. kje pa merijo cajt? Tako je v BTC-ju, ja. Fuck. No vem, saj jaz imam v glavi, da Ma sej ne vem. takrat, Dej, ko se a je veš, da ne vem. meril cajt iz Brezovce, da smo imeli okrog 2.13. Ne, ful je bila pa hitra, pa ful se je spremenil, sej mislim, da zdaj ne vem, verjetno imajo oni kakšne statistike, jaz sem sicer nikjer zasledila, ampak jaz mislim, Najhitrejši, da so imeli ja, prečno to prvi 42. jaz bi rekla, ker jaz vem, da ker takrat, ko sem jaz nazadnje vozila Franjo, tudi že iz BTC-ja, se je s tem časom, ko sem ga zdaj jaz imela, so bili to generalno prve punce, s tem časom. Zdaj ima pa 10 minut, ne. Je veter je bil iz Polanske doline v redu, pa spremenil se je, no, se tudi vidiš. A ja, pa trasa je šla, tam je šla, smo šli po Makadamu, je bila ful hitrejš, ne? Ja, noč je bila Valjda, da je hitrejše je bilo prej. Ne. Kje, ti si imela še celo nemško. Ja, sej. Ne, ni šans, to zdaj je ful Ja, zdaj je hitrejš. mogoče, se zdaj mislim, da je, ja, se je, škaj za 1 kilometer, je tudi skrajšana, se mi zdi, ne? 3 km je 94, drugače pa 97. Ne, 96 je bila. 96. 96,2 sem imela jaz na števcu, no. 96,6 imajo oni napisan. Zdaj sem imel na števcu 104. Še v doma si pustil. A jaz sem si ogrevanje dala posebej dejavnost. Čakaj, res me, a veš, da res tudi jaz ne vem, da nam zdaj ene neumnosti klele govorila, tudi jaz rada videla, koliko se je najhitrejši fant pelil. Ampak ja, bila je zelo hitra, no. Je bila to, veš, veter, pač ja, dober veter je bil iz Polan, ampak mislim, čez Polansko dolino, prej je bil pa kontra, ne, če tako gledaš. Pa do Horjula, ne, tako da spet, se tudi ja, do Horjula smo se kar... Nikoli ne bo zmagal. Se tam je tisti do Horjula je bilo tudi, ne, sej, hvala Bogu, da sva spustila malo v neki grupo, ko so se pol razleteli. Nisem videl. Jih nisi videl? Ja, tam, ko sem ti rekel, da je vam malo spustiti, ne, ko sva spustila eno s to skupino naprej, Sem dva padla. Jo, ne, ona punca, ko se je z nami vozila od Bambijo, je bila cela popraskana, ona je tam bila nazaj na kolo je šla. Ja, nekaj jih je bilo, ne. Ne, dobro, da sva spustila, Bog vedi. Ja, kaj pa, če bi midva tam padla? Ja, in tako tem razmišljal, ja. Ja, no. Kaj pa, če bi... Evo, čakaj, zdaj le imam klele čas. Čakaj, kaj, s kjerga leta je pa to. Ok, pa se niti nima tako veze. A imaš še kaj v Franji? Nič, to je to. Meni je bilo v redu. Meni tudi. To je pa... Tako da drug let se zihar vrnem. Jaz še ne vem. Jaz sem šel naslednje, ne bom šel zih zato, da se s ta prvimi odpelam. Je tebi tudi, ti glede na to, koliko v bistvu nič ne vozaš, pa tako si, ja, mislim, se pravim, zdaj bi bilo res dobro videti, kakšni so te časi, a ne. Ampak sem tudi tebe gledal, ti si bil v svoji skupini 24. Pa ja, ok, si te gledam skupno. No, vem, ampak, ja, pa imaš ful množično skupino, veš, kot tvoja je kar številčna, ne. To je ogromno ljudi not, ne, to ni zdaj sam 5. Skupno sem bil 200. Ja, ne vem. Jaz tudi ne. No, ja, če si bil 200, ti že drug let si lahko v boljšem boksu.
čeprav danes sem šla kar dobrega, no. Daj, greva še pokomentirati, kaj misliš, kaj se dogaja, kriterij Dauphiné. Ja, jaz sem ful vesela, da je Primož zmagal. Meni sta bile sploh te pred zadnjim, sem pač nažalost je spet padel, ampak je bilo res ful dobrega gledati te njegove, ki se je vrnil s temi svojimi skoki, klasičnimi, po njemu značilni, a ne. Za njega značilni je pa res, da škoda. Pač njegovega, tudi tako moralno, pač je bilo res ta zadnja etapa, tudi mi, ko smo gledali tam glih na Franji in une sekunde šteli in kaj če zmaga, toliko 6 sekund dobi in in tretji in je bilo res tako težko. Sam, tako kot je pol sam povedal, ne, jasno, tudi ta poškodba, roka ga je bolela, jaz verjamem, da pol ni mogel več. To je pari. Ja, jaz ne vem, jaz si ne predstavljam, da mene nekaj boli, pa da moram kar nekaj... Ne vem. Jaz upam, da bo pač tudi on letos na Touru lahko konkuriral najboljšim, vsaj nekako s kakšno etapno zmago ali pa zdaj vsak bo rekel, kaj ne navijaš, pa mi reče, ne navijaš za njega. Jaz navijam, jasno za Slovence, navijam za njega, navijam za Pogačarja, ampak tako, ker sem nekako že rekla, pa se v končni fazi pa ne me popluvajo vsi, kdo reče, zakaj ne bi to rekla, če sem že kle stokrat rekla na glas. Meni z vidika slovenskega kolesarstva in nekih dosežkov bi bilo veliko bolj zanimivo in veliko večji pomen bi bil, če bi Pogačar spet letos zmagal Tour, ker bi bil to drugi človek šele na svetu, ki bi moral zmagati Giro in Tour v eni sezoni. In mislim, da mi tega še nimamo, ne. Zmagovalce Toura imamo, nimamo pa še tega in tako. Mislim, kar se tiče kriterij Dauphiné, je bil tako dirka B razreda kolesarjev, se pravi topih ni bilo nobenega tam, zato ker Jorgensen, pač kukar je dober, še zmer ni razred Pogačarja pa Vingegaarda, Roglič, kukar je bil dober, je imel letos ful smolo že na začetku sezone, razni od prehladov, pacov itd., ne. In tako da načeloma jaz upam, da še ben ni 100% pripravljen. Te paci, pa rama, pa to, ne vem, jaz nočem, da so to pač neki izgovori, da ni dober, ka on mislim, da ni nikoli čeprav druge ekipe so bile pa kar spolno z zasedbo teh Toura, ne, tudi Remko, a ne. Pa ja, sem Remko se tudi razbil, pa... Dobro, se pravim, da je, ja, lej se Tour je pa že pred vrati. Ja, vem, pa spet je padel, pa zdaj tako, da ima spet poškodovan, spet ne vem kam na isti kolen je padel, kakor je imel operiran, tako da sta oba dva s Primožem kar dobro poškodovana. Zdaj ne vem, a si že kaj slišal, kaj ne bi bilo zdaj s Primožem, pa s to ramo njegovo, kaj hujšga? Po moje itak ne bomo nadzvedali, tako da... Bojo pustili sovražnika. Jaz, ko sem gledal, mi je bilo ok, ampak pričakoval sem v bistvu ful več od Primoža, tudi če je zmagal skupno, pa to, pač to je daleč od tega, kar je Pogačar po številkah pokazal, ne. Ja, to je to, ja. 10% zadaj, s tem, da je izgledal kar dosti sheran v primerjavi s prejšnjim letom, se pravi, manj kil, saj meni deluje pač tako, da je lažje. Da se sploh še ima manj kil. Ima, pa se on noge ima, on ful močno, če jih primerjaš z ostalimi temi, ki hodijo, mislim... Vem, sam še vedno verjetan je on tukaj bolj spet na mišični, ja. Pač, tudi one drugačne konstrukcije se mi zdi že po vizualnom čist drugačen. Se midva nimava nekih informacij, da bo ja, zdaj, ampak sej, zato, no. Kar jaz iz opažanj vidim... Ne vem, meni vsi izgledajo sherani, tako da itak mi je on tudi sheran, tako kot vsi ostali. Pri Pogačarju se isto videl na Giru, da je bil pač v zgornjem delu, da je v primerjavi z Lancem... Ja, ne, sam Pogačar pa zgublja že iz leta v let, ne, kad njega on se pa res kreira šele iz tiste... To ne vem, jaz sem vem, da sem letos pač opazil, koliko je imel točen kil, to itak ne vem, ampak gledal sem tudi tale The Move, ki je bil Hinkepi noter, pa še une dva mojstra in so preračunali, da naj bi Roglič obračal na te klance cirka 6,4 vate na kilo, medtem ko Pogačar jih je kar parkrat vrtel 7.
in tako da teh 10% je pa pač to, da Ja, to moraš je nadoknaditi. ogromno. Ja. Mislim, upam, da lahko, zato ker bi rad videl slovensko borbo na Giro, no, na Ja, Turu, ja. Ampak tako, kot zdaj izgleda, pač, če bi bil Klej Pogačar, noben ne bi bil Ne, v Klej. 2-3 minutah zraven. Tako da je bilo malo, ne vem, jaz sem res upal, da bo Primož, da bo močnejši. Zdaj, kar se tiče poškodba rame, ne vem, jaz to... Ja, on je rekel, da ga boli toliko, da ne more roke premikati. Ne? Zdaj, lahko sam se noge govorijo, vse na roke. Ma vem, samo se veš, kako je pa udarc, pa lukna, pa nekam zapelaš, pa... Ja, vem, se sem derkal tudi dosti. Ja, sej zato pravim, da... Mi je to tako. Ja, zdaj, on je že tokrat dirkal poškodovan, da je po moje že utrujen, že od tega dirkanja poškodovanega. Ne vem. Meni je to sam tak zelo neumen izgovor, ki ga javnost uporablja, ki Primož vem, da je pač malo pojamral, ja, da je padel, pa pač, da je bil hektičen teden, ne. Ne vem, a se pa motam, no, upam, da se ne. Zato, ker to so pač taki izgovori, ki so pač čist brezvezni. Ti pač, če si ruknil, nima veze, spoškodovana nisi, tebe važen rezultat na konc tedna. To je pač zmagal, ampak da bi pa pokazal formo, tako, ko jo rabaš pa za Tour, je pa ni tudi, da ga Remko nagon za 30 plus sekund na kronometru, pač... Ja, no, dober kronometer je bil tudi... To, ja. Tako da, jaz upam, da je Klej še kaj drugega zadnji, ki mi ne vemo, da je prišel iz kakšnih priprav, čist zmatran in da to sploh ni una pik forma, da je v bistvu kriterijum bil v bistvu kot nek trening. Ja, lej, zdaj Tour se bliža, ne, 1, 2, 3 bo Klele, kaj zdaj smo se pravi čez 14 dni dobrih v bistvu. Soboto 14 dni se začne Tour, ne, nedeljo, soboto 14 dni se začne Tour, ja. Soboto 14. Zdaj le glih to, kar so pri tem, lahko sam povem, a si veš, da na Netflixu je danes prišel ven Tour. To sem videl v Velobaru ob 6 vsak četrtek. No, lahko pa nas sicer gleda, ampak bomo, ne, kar vsak dan bomo vrteli, tako so že vse epizode so že zloadane na Netflixu, tako da če kdo nima, lahko k nam pride pogledat. Koliko cajta pa traja? Mislim, da je urco je ena epizoda, se pravi 8. Se pravi, vsak dan ob 6. Vsak dan bomo eno zavrteli, jutri, ki je runda, bomo po rundi, sem tam pa napisala, da bomo po rundi jutri pogledali eno epizodo. Zanimivo je za gledati, jaz sem danes že pogledala, jaz sem med treningom tako je gledala, ker nisem mogla kumi čakati, Mersat je že zjutraj se zbudil, je gledal in je, lahko povem, da sem, ne vem, če je bilo 5 minut prvega dela, sem že jokala. Pa jaz ne jokam drugače. Na trenažerju sem jokala, na trenažerju sem jokala, tako da Blaž, če boš gledal tam moj srčni utrip, zato je bil danes tak tam malo vmes. Ja, ne, zelo dober narejen, zelo čustven posnet. Pogačar je zdaj so bili je tudi zraven, tako da jih ogromno kaže. Jumbo Visma je že v prvi sezoni prikazana kot ene tako da meni je všeč. Ja, dober, to bo kar zelo dober mora biti po mojem narejen. Okay. Tako da to je povabilo še na jutrišnjo velorundo o 5 se začne. 5 hitro štartamo. Ja. Jaz, mene sicer oziroma bom še po fotku, pa pičim na Cres do sobote, ker sem moji tam mali obljubil, da greva na morje. No, to je tudi princeska, je treba malo ubogati. To pol imamo pa še dirko po Sloveniji. Ja, to si pa tudi bolj na tekočem spet bolj kaj jaz, ker jaz razen tega, da Mezgec pa Mohorič. Mezgec pa Mohorič, ok. Naša pa Govekar je z Mohoričem. Štartajo jutr, sreda, četrtek, petek, ja, jutr štartajo v Murski Soboti. Trase take klasične, slovenske, se ne more neki noro biti, ne vem kaj. V soboto je kraljevska etapa, kjer je v bistvu štart na Škofeljci, je zelo zanimiv, je zelo blizu Ljubljane. Peljajo se kle na Kurenšček, Česarsko gora, veš, tam na Golo, pa pol okol. Čez Topol, na Gorenjski konc, pa na Kamnik in grejo z Kamnika na vrh Krvavca, čist do vrha, kle zdaj, kaj do konca asfalt. Tako da mi gremo gledat, bomo objavili, daj štartamo iz predlokala.
Verjetno bomo šli mi gor kar po kontrastrani, se pravi v tej klasični, kaj so Cerklje ali kaj sem kle gor, v glavno ne iz Kamnika. Pogledate etapo, tukaj bomo imeli zastavice slovenske, lepo gor na sedežnih v soboto. Tako da kdor ne ve, kaj bi delo, lahko pride pred lokal, gremo s kolesi iz lokala. Ne vem, še. Ob 3. Časovnica je nekje 2:30, mislim, da nekaj tazga, da oni pridejo gor. Okay. Tako da zdaj ne vem, moram jaz malo preračunati, koliko časa bi rabili. Nisem še zdaj 50 km, vem, da je približno od lokala do vrha Krvavca, pa zdaj ne vem, koliko časa se vozi ta Krvavc sploh. Kaj je to, 1, 2, jaz ne vem, koliko časa se voziš gor. Jaz sem šla samo enkrat. Ja. Kaj je s tabo? 1, 2. Nekoliko časa se voziš tam od spod, ne vem, jaz sem šla enkrat sam gor, pa sem skoraj umrla, pa sem nekaj, da nam še nikoli več. Koliko časa se gor furaš? Debel rekreativc, koliko sem tako, ampak zelo debel rekreativc. Pa ne, da si slab rekreativc. Pa sej jaz. A pa dobro ti se ne voziš. Mislim, jaz sem rabil 54-57 minut tam nekaj. Ti tako hudi grejo 2 ure. Ja. Ok, 2 uri bomo rabili, ker če gremo cela ekipa, pa če en bo šel, ali pa ajde, da rečemo, da bo šli ta hitri uri, pa uro pa pol, ampak ja, moramo si vzeti čas. Ne vem. Čist gor boste šli na vrh? Ja, gremo do vrha, zato bi pa radi čim prej štartali, da gremo do vrha, pa se bomo mečkam spustili nazaj dol, da se bomo nekam postavili, da bomo navijali, ne. Zastave slovenske sabo, tako da navijali bomo za Mohoriča, jaz verjamem, da on to lahko zmaga. Ne, jaz razmišljam, da bi šel pofotkat, sam fora je, da mi ne bo ratal, ker moram tam malo dirati, ni vez. Ok. Boš videl, mogoče ti bo pa ratal. Čak, v nedeljo je pa pol itak zaključek V nedeljo je pa nov zaključek, ja. Ne vem čisto skje točno kako grejo, ampak ja. Ja, klasika. Ok, tako da pejte spremljati, pa navijite za Slovence. Demi, a ti si že zmenila za podcast? Ja, drug teden v četrtek ob 7. Prideta in bomo naredili. Kdo pride? Prideta oba Blaža, Blaž Klemenc, Blaž Grmek, se pravi strokovnjak za prehrano pa trener iz Human Performance centra in bomo naredili kar pri nas v lokalu podcast, posneli tako orang in ga tudi pol predvajali. Ste pa vabljeni, da tudi v živo pridete, lahko poslušati, gledati pa postaviti vprašanja. Pa mogoče lahko tudi vidroklet zmagate, Franjo. To je samo to, da veste, posnet bova tole vse te mikrofone itd. Bomo predstavili v Velobar, tako da tisti, ki ne boste mogli priti v živo, bo v roku, rečemo, da 2 dni naslednji teden, se pravi, ja, če v četrtek pridete, bomo rajš rekli, da bo pol naslednji teden, se pravi od torka do četrtka ponovadi objavljamo videe, tako da bojo pol gor, sta pa se pravi z Human Performance centra, ki skrbita za prehrano pa treninge. Tako da, če imate kakršenkoli vprašanje, če hočete začeti malo bolj orang trenirati itd. Petra, ti si izgubila koliko? 14 kil? 13, ja. 13 kil v 4 mesecih. Tako. Z dnevnim nasvetom. Z dnevnim treningi, z dnevnimi nasveti, ja. In tudi performance je res zdajle. Tako da pridem še na kakšno dirko. Če boste začeli resno trenirati, pa če ste včlanjeni v Approved Culture, Approved Community, pride 30 € za cel let, imate pol še 20 in 30% popusta v Human Performance centru, tako da, če ste resni, pol se splačate teh 30 €, ko v bistvu dobite že s prvim testom vse nazaj. Ja, to je to, do konca tedna imamo v akciji še čelade pa očala naša, 20% popusta, tako da tisti, ki še niste, pejte hitro v akcijo. Jaz sem tudi za vikende, sicer uradnih ur nimamo, ampak če kdo rab kakšen nasvet, kupujete nov kolo, vas zanima karkoli o obročih itd., lahko tudi izven uradnega delovnega cajta pridete, sam vsaj en dan do 2 dni prej se sam naročite, meni ni problema biti tukaj, sam ker sem itak za vikende dostikrat tukaj, tako da lahko se naročite in bom tukaj vas počakal in je to. Zdaj pa Maške. Ja, rekla se, da je bilo novih kolesih, ampak lahko tudi za enega drugič pustila. Novih kolesih, razen... Jaz sem si pogledala sam Pinarellota. Pinarellota sem si ogledala ta novo Dogmo F. Ja.
pa moram reči, da mi ni tako všeč, ni tako lep, ki je bil zdaj. No. Čistko, ni mi. Ja, malo so zožali ta head-tube od spredi in pol je že spet malo podoben drugim. Tudi tale, se pravi, klele okoli gonilnega ležaja, ta del mi sploh ni všeč, no, res prav tako, ne vem, ni mi všeč. Tako vizualno, govorimo o vizualnih zadevah. Kaj pa zdaj to pomeni za samo za izboljšanje kolesa, pa kako se pa boljš kolo zaradi tega obnaša, to pa zaenkrat nimam pojma, ker tudi ne vem, kaj vse te stvari pomenijo. Zdaj sem videla, da so šli vsi v to, da so delali spreden del kolesa, ohranja neka aerosmisel, ne, pa zadnji del, da grejo v stanjšanje. How long will you be here? Well, we only need 1 minute. 5 minutes and we're done. Okay. Perfect. No worries. Thanks. A imaš goste? Ja, evo, so prišel nekdo iz tujine, tako da... Ok, bomo išli pogledati. Ja. Ok, ja, kar se tiče same dogme, jaz vem, da je tanjši spreden konc, se pravi headset, ta del je malo zožen, vilca je zožena, full debel je bottom bracket area, se pravi... To je pa to zelo na hiter, jaz upam, da so pač to delali bolj ne zaradi novih pravil UCI-ja in da ne bi bil bolj aero. Ja, verjeten. Aj pa balanco so spremenili. Ja, balanca je stanjšana vse, ne. Ja, ker mi ni tako všeč tudi. Jaz se pravim, ni več tako mesnat, ne. Mene je bilo glih to všeč pri tem kolesu, ki je bil tak mesnat, ne. Zdaj so ga malo zelo spet naredili na nekaj podobnega, kar so tudi drugi, ne. Drugač pa se, kot smo videli, ta Canyon pa Trek, ampak, mislim Canyon del pa Trek, ampak Canyon pa Trek, je pa res, da je Trek zelo všeč Mercedu, no. Tako da ta nov Trek mu je pa zelo všeč. Mislim, meni ni slab, bolj je pa vprašanje za kakšen denar, a veš, če se to prodaja Trek za isti denar Dogma, pa če jaz ne bi kupil Treka, pač meni vizualno pač... Ma hitak je verjetno to isti denar, vse te stvari so isti denar, ne. Sej niso to zdaj bistvene razlike, ne. Še vedno ostane Dogma ali pa BMC, pač BMC jaz sem vozil. No, moram reči, da je meni tudi trenutno BMC, tale Team Machine ta nov, je zelo lep kolo. Meni vizualno, nisem ga vozila, pač, ampak bi si ga ti prehiter prodal, ampak je pa zelo lep. Zelo lep. Ta bike je res je hud, tudi po moje ta nova Dogma bi isto znala biti sej, to so malenkosti. Dar, sej, ko bomo videli v živo je drugače, veš, to tam gledati neke ene slikce, pa tam približvati, kako je kako ima na strehi gor. Italijanov je bilo s temi Dogmami, nekimi special My Way barvami, ki sem gledal, sem rekel, tega sem na Instagramu videl, sem na Instagramu, tako 2-3 sta bile tako lepo pofarbane, sem rekel, kako hud bike. Pač, ko ga vidiš na cesti, je pa čist nekaj drugega, pa lahko imaš vse une, skote, specialized, Cannondale, Treke, kaj sem kaj. Ma ja, je, pinarilo meni svoj zase. Ta bike je... Čist drugača. Ne, tako da, ja. Ajde, pet se posveta zdaj telim, da vidimo, če bomo kaj prodali. Hvala, ker ste naj spremljali spet, danes sem imela skoraj 45 minut pogovor. Da to ti pol malo izreš, da okrajš. Za bike se oglasite na Ziharlovi 10, pa naslednji teden v četrtek, se pravi ta velo klepet z Blažoma, pa ob sredah je pa velo runda, pa naslednji teden, ta teden se gre pa gledati dirko po Sloveniji. Tako da unka bi se rad priključil, vsak lahko, pridite pa štartite skupaj, bo pa na Instagramu od Velobara objavljen, kdaj se štarta, tako da sledite njihov profil in to je to. Uživite, aj čau. Čau.